ste začeli, zanimivo je več stvari. Gremo po vrsti. Zanimivo je, da kjerkoli sem imel do zdaj predavanja, so bili ljudje vedno 5 do 10 minut pred začetkom v dvorani, čeprav nikoli nihče ni rekel, da morajo biti. Zelo zanimivo zadeva. Danes bi začeli tudi zdajle, oziroma smo že, ker mora mesto ob 4 zagotovo oditi, ker mora biti v 5 v Ljubljani, ker ima še eno obveznost. Tako da, sam toliko, da se tole formalno, kako je rekel, že začne, drugače sem pa jaz tukaj gost, bi najprej prosil nekoga drugega, da vas ne govori, prosim. En lep dober dan in dobrodošli vsi naši gostje na naši šoli. V sopartnerstvu s Cirkusom Kamnik bomo skupaj oblikovali in sooblikovali dogodke tekom celega šolskega leta. Naša naloga je, da omogočimo prijetno bivanje tukaj v naših prostorih, seveda pa predajam odgovornost in nalogo gospodu doktorju Dušanu Rutarju, da pa nas obogati z vsebinami kognitivne znanosti in seveda nevroznanosti, ki je ta hip zelo pomembna tema za vse nas. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Najprej formalnosti, ker jih moramo upraviti, ker se tole, kar se bo dogajalo, poteka v imenu Evropske skupnosti oziroma Evropskega socialnega sklada, ki je tole omogočil oziroma omogoča. Mi smo v zavodu dobili pred kratkim, pred nekaj meseci, projekt, ki ga financira, kot rečeno, Evropska unija, nekaj tudi naša država in sklop tega projekta nastaja strokovni center in znotraj strokovnega centra sem jih zaposlen in med drugim je moja naloga, da predavam, oziroma da se ukvarjam s teorijo, da se ukvarjam s znanostjo in glede na to, da se zadnjih nekaj let zelo veliko ukvarjam z nevroznanostjo, s kognitivno znanostjo, da sem napisal knjigo z naslovom Kognitivna znanost v šoli za 21. stoletje, ki so jo dobile čisto vse slovenske šole. In glede na to, da se ukvarjam zelo veliko z meditacijami v zadnjem času s tem, kar se imenuje v slovenščini, ta izraz mi je všeč. Mindfulness se prevaja kot človečnost. Glede na vse to, sem se odločil, oziroma sem predlagal in potem je moj predlog sprejet, da bi bil tukaj 8-krat zaporedovan. V 8 srečanjih, v 2 uri, to je približno 16 ur, bi rad povedal nekaj, kar lahko danes nevroznanost in kognitivna znanost pove učiteljem, ne zato, da bi bila pokroviteljska ali zato, da bi hotela komu soditi pamet, ampak zato, ker so spoznanja z področja nevroznanosti, kognitivne znanosti tako fascinantna, tako fantastična, tako nenavadna, glede tega, kar smo prej vedeli, kako delujejo naši možgani, da je to gotovo smiselno. Torej sem tukaj zaradi tega. Zdaj, da bom počel to, o čemer bom govoril, da ne bo razkorak med besedami in dejanji prevelik, bomo najprej nekaj naredili. Vsi skupaj, še predtem pa vas prosim za formalnost, ki jo moramo upraviti. Torej, prva stvar, ki je še na voljo nekaj knjig z področja kognitivne znanosti. Jaz vas prosim, tisti, ki boste pripravljeni to knjigo vzeti, da jo ne zadržite zase, ampak da jo daste v šoli, v kateri pač delate, v knjižnici, ki bomo na razpolago še drugi. Knjiga sicer je že tam, ampak vas vseeno prosim, če lahko še to naredite. Zraven so listi, na kateri se podpišete, da ste prijeli izvod. Razdelili vam bodo še te liste, na kateri ste podpišete, da ste bili prisotni, ker moramo pač vse te papirje zbrati in na koncu predložiti vse vesti,
You know the drill, kot se reče. Damo torej razkorak pred tem, kar počnem, zaradi tem, kar govorim, čim manjši. Vam bom pokazal en video, pa potem na koncu, če bo čas, mislim, da bo še en video. Pred tem pa vas prosim, to je zelo preprosta zadeva, traja 3 minute, nič več, da naredite nekaj, kar ima za temi že neuroznanost, neurobiologijo, zanimive učenike, izjemne učenike na človeka, če se s tem ukvarja nekaj časa. Ni treba, da se ukvarja 20 let, zadošča nekaj mesecev. Zelo osnovna, zelo začetna vaja z področja človečnosti. Tisti, ki se s tem ukvarjate, veste, boste tako vedeti, zakaj gre, tisti, ki ne, se boste s tem seznanili in kar zadeva mene, nimam čisto nobenega razloga, da ne bi vsake šolske ure začel na tak način, kot zdaj. Prosim vas bom, ne še tega narediti, prosim vas bom samo tole, da zaprete oči in ste 3 minute zgolj v tišini v tem prostoru. Da ne počnete ničesar drugega, da vas nič ne vznemirja, da ne vrednotite tega, kar se bo pojavilo v vaših možganih, da 3 minute preprosto zgolj imate zaprte oči, to je vse. Torej, prosim, če lahko začnemo tole srečanje s tako 3-minutno tišino zdaj.
Tako, to je približno 3 minute. Če bomo se odpitali. Vsa naslednja srečanja, vključno z našim, pravzaprav na nek način nič drugega, ena daljša, zapletena, zahtevna elaboracija tega, kar se je zadnje 3 minute dogajalo v vaših možganjih. Ne bo samo to, bo še kaj drugega, ampak v nekem smislu bo pravzaprav vse skupaj povezano s tem. Tega, kar se je dogajalo zadnje 3 minute v vaših možganjih, ne morete videti, ne morete pojasniti z mnenji, ki jih imate o tem, kako delujejo možgani. Pravzaprav potrebujete veliko zapletenega znanja, ki ga imamo. In to znanje je tako dragoceno, da nekateri teoretiki, nekateri znanstveniki, ki se s tem ukvarjajo, govorijo celo o možnosti, da se zgodijo v šolskem polju, šolah, pomembne, celo revolucionarne spremembe. Če bi šole sledile temu, kar lahko nevroznanstveniki in kognitivni znanstveniki povedo, primer o delovanju možganov. Vprašanje seveda je, ali šole to sploh lahko naredijo, glede na to, kako delujejo, kakšne družbene sisteme so bete. Ampak to vprašanje nas ne bo zanimalo. Nas bo zanimalo, kaj bi bilo smiselno, koristno, dobro narediti. In pa seveda vsakdo od vas bo lahko v svojem življenju, naprimer doma, naprimer s svojimi otroki, razmišljal o tem, kar boste tukaj slišali. Jaz bom poskušal razmišljati o teh spoznanjih na način, ki bo skladen s tem, kar je moja osnovna drža. In to je v naslovu predavanja oziroma članka, ki je bil objavljen pred časom. V naslovu je besedica čutiti. Besedica učim se, učimo se, je kasneje na vrsti. Za marsikoga v tej državi je že to, kar je v naslovu tega prispevka, sporno. Tamle zunaj potekajo na trenutke siloviti spopadi med nekaterimi akademiki oziroma ljudmi, ki pomembno vplivajo na šolsko politiko v naših šolah in znanstveniki, ki se ukvarjajo z nevroznanostjo in kognitivno znanostjo. Namreč čutiti pomeni najprej biti sam s seboj v večji ali manjši meri pošten do tega, kar se dogaja na najbolj osnovni ravni človekovega zaznavanja sveta. Čutiti. Čuječnost, beseda, s katero smo srečali velikokrat, je s tem neposredno povezana. Vsakdo ve iz svojih izkušenj, kako problematično je lahko v medsebojnih odnosih, ko se znajdemo v položaju, da bi sledili temu, kar čutimo, naprimer do drugih ljudi, pa hkrati vemo, da tega raje ne bi povedali, da ne želimo povedati, da ne bi bilo dobro povedati, da ne bi bilo dobro, da drugi ljudje vedo, kaj vse čutimo. In seveda, zdravi razum nam takoj reče, da je tako tudi čisto prav, da zadržimo svoje občutke za sebe. Tako pravi zdravi razum. Znanost pa pravi bistveno drugače. Da je to
neverjetno pomembno. Kajti to, kar čutimo, se dogaja na tistih ravneh, recimo v naših možganih, ki jih preprosto ne moramo izklopiti. Na nje ne moramo vplivati. To so evolucijsko najmlajše strukture, ki so tako močne, ki so tako pomembne za naše preživetje, ki so bile pomembne za naše preživetje naših prednikov 100 000, 200 000, 300 000 let. Da, ne samo, da jih ne moramo odmisliti, ampak da imamo lahko resne težave, če to poskušamo narediti. Oziroma, če se poskušamo obnašati, kot da ne čutimo, kot da nečesa ne čutimo, ne zaznavamo, ali pa, da celo ne bi bilo prav, da nekaj čutimo. V resnici je osupljivo, kako smo ljudje pripravljeni manipulirati sami seboj in zanikati nekaj, kar je v samem temelju naše eksistence. Če mi to hočemo ali pa ne. Po drugi strani je prav tako osupljivo, če razmišljamo in o tem bomo razmišljali, kaj pomeni, da nekaj čutimo in da se zaradi tega učimo, da je občutenje sveta, elementarno zaznavanje sveta, temelj našega učenja. To je tudi eno od razlogov, zakaj sem jaz prepričan, da bo šola, recimo v 21. stoletju, počasi, če bo le pripravljena sprejeti to, kar je lahko pove znanost, vedno bolj odprta do tega, kaj ljudje čutimo, ko smo med seboj. Kaj čutijo učitelji, kaj čutijo učenci. Zelo dobro veste, da je ena od pomembnih zadev, ko se pogovarjamo o učenskem poklicu, izgorelost. Pomembno. Za eni bolj, za eni manj, eni so mlajši manj, za tiste, ki so starejši več, ampak gotovo je pomembno. Nihče ne more reči, da ni. Ali pa utrujenost, ali pa zasičenost, ali pa izguba smisla in pomena v svojem poklicu. Vsi vemo, da tako je. Ampak če vprašate znanost, ki govori o stresu, o občutenju sebe, medsebojnih relacij in sveta, zakaj je tako? Potem pridete do zelo zanimivega, blago rečeno, odgovora. Da take stvari lahko počnemo, kot je recimo zanikanje tega, kar čutimo, ali pa racionaliziranje tega, kar čutimo, ali pa intelektualiziranje, da to lahko traja leta in leta in leta. Lahko traja desetletja. In ko pride človek enkrat recimo v zdravniški pregled in zdravnik napiše, da je pod stresom ali pa da je na kronični stres, kronično pod stresom, je to zgolj dokaz, kako prav ima znanost. Ko je nekdo kronično pod stresom, je pod stresom že 10, 15, 20 ali pa več let. In tudi stres je nekaj, česar ne morete zaznati. Dolgo časa tega ne morete zaznati, ker se dogaja na ravni, kjer imate velikih receptorjev. Preprosto ne morete vedeti, kaj se dogaja recimo na vaših celičnih membranah, kaj se dogaja na posinaptičnih membranah v možganih. Ne morete vedeti, ne morete čutiti. Ko pa to začutite, pomeni, da se je že leta in leta in leta nekaj patološkega dogaja. Torej, za začetek bi oziroma na tem kraju zdaj ne izkorišča to priložnost, zelo resno predlagam, zelo resno, da šole razmislijo, vodstvo šole razmisli, ali ne bi kazalo zelo hitro, zelo kmalu upeljati v šole, kot sem prej rekel, ali so to meditacije, ali je to mindfulness, je to človečnost, lahko tudi kaj drugega. To so prakse, ki nič ne stanejo, ki nič ne bolijo, ki ne zahtevajo nobenih silnih priprav in nekakšnih tehnologij. Zaprete oči, ste 3 minute tiho. Ampak učinki so lahko sjajni.
In tudi so. Mi lahko s takimi preprostimi vajami spreminjamo anatomijo lastnih možganov. In to tudi zares počnemo. In kasneje bomo videli, kakšne spremembe to so in kako blagodejne so, kako dobre so za vsakogar v razredu. Je to učitelj, je to učenec ali pa, če to učenec prinese domov, je to lahko družina, če kjer živi. To sem že prej omenil, nekateri govorijo celo o potencialni revolucionarnosti. Začne se na zelo preprost način. Začne se z vprašanjem, kaj zares čutimo drug do drugega. Kaj čutimo, ko smo skupaj? Kaj čutijo učenci? Kaj čuti učitelj? Oziroma, kako se lahko o tem pogovarjajo? Ljudje, ki se ukvarjajo s psihoanalizo, s psihoterapijo, psihiatri, psihoterapeuti in tako dalje, samo prilivajo ognja, oziroma ognja, če lahko tako rečem, kako pomembna so ta spoznanja. Ljudje, ki imajo duševne težave, tam ne zunaj jih je po podatkih vsaj 20 do 25% populacije. To je silno veliko. Torej, ljudje, ki imajo take ali drugačne duševne težave, duševne motnje, so ljudje, pri katerih so se začeli patološki procesi razvijati leta nazaj. Najprej na ravni zaznavanja, čutenja, občutenja tega, kar se dogaja primer v družini, v medsebojnih odnosih, med drugimi ljudmi, s katerimi se pač človek srečuje. Torej, zelo preprosto začetna spoznanja nas kmalu pripeljejo do razmislekov, ali ne bi veljalo narediti kaj, kar, kot vidite, tukaj gor piše, je povezano celo z dramatičnimi, zelo revolucionarnimi potenciali za revolucionarne spremembe, kako, na primer, razumemo v šolskem okolju, v katerem se gibljemo, občutke, čustva, afekte. Po eni strani prevladuje prepričanje, ki ga delijo mnogi ljudje, prepričanje, da je nekako naš um narejen tako, da je mogoče razdeliti čustva od razuma. Da, če se malo potrudimo, lahko ločimo eno od drugega in da lahko celo damo prednost enemu pred drugim. Ljudje to počnejo. Neurobiologija pravi ravno nasprotno. Tukaj je ena preprosta schema, ki jo najdete tudi v tej knjigi, čisto na koncu te knjige, je kot pika na i te razprave reproduktivne znanosti. Avtorja sta dva meni izjemno draga, to je dragocena, izjemno zanimiva, izjemno dobra avtorja, možljivo Janki in Damasijo. Oba se ukvarjata z social neurobiology, se pravi socialno neurobiologijo. Zelo preprosta schema, ki vam pove, vidite tale siva elipsa, sivo področje je področje emocij. Je področje emocionalnih misli. Je področje, ki nam pove, da so naše misli najprej in bistveno emocionalne, da tako rekoč skoraj ne obstajajo misli, ki ne bi bile emocionalne. Čustva. Kaj pri tem misli naša zavest? Pravzaprav niti ni toliko pomembno. Naša zavest ni dobra v presojanju niti lastnih emocij pri človeku. Ni dobra pri presojanju, kaj je emocionalno in kaj ni. Znanost je boljša v presojanju tega. Se pravi, naše misli so tako rekoč v celoti, vselej emocionalne, če se mi še tako obnašamo, da so neutralni. Ko rečemo, se nisem tega mislil ali pa se nisem tega hotel, se vselej branimo.
pred tem, kar se dogaja spontano v naših možganih, v naših najstarejših evolucijskih strukturah. Emocije so zaradi tega bistveno pomembnejše, ampak res bistveno pomembnejše za naše eksistence in za naše preživetje, kot misli, za katere recimo smo prepričani, pa verjamemo, da niso povezane z emocijami. Kajti skoraj vselej so. In gotovo je ena od civilizacijskih težav, danes v sodobnem svetu pa še zlasti, da se tako veliko ljudi obnaša do lastnih emocij, kot do nečesa, kar je treba bodisi skriti, prikriti, zanemariti, kot do nečesa, s čimer se ni treba ukvarjati, kot do nečesa, kar je del nekakšne narave, ki se pač spontano dogaja tako, kot je v njeni naravi. Pa ni tako. Sam izraz čustvene misli, emocionalne misli, in vidite, da so čustvene misli v celoti tem silnem področju. Sam izraz čustvene misli že pomeni dogajanje v, recimo, naših možganjih. Čustvene misli že so anatomija naših možganov. Drugačne čustvene misli dobesedno so drugačna anatomija. Pomeni drugačne nevronske mreže. Pomeni drugačno vklapljanje nevronskih mrež. Zato niti slučajno ni nepomembno, ali se človek ukvarja, naprimer, s kakšnimi praksami, kot so meditacije, čudečnost, tai chi in tako dalje, ali se ukvarja s praksami, s katerimi se lahko umiri, s katerimi začuti še enkrat, kaj se dogaja v njem sam, da najde notranji mir, da ni pretirano vzkipljiv, da se ne razburi za vsako malenkost in tako dalje, ali pa se s takimi praksami ne ukvarja. Ničesar namreč ni v naši naravi, kar bi samodejno vodilo k temu, k čemu vodijo te prakse, ki se jih naštel. Ničesar v naši naravi ni, da bi nas samo po sebi vodilo k umirjanju, spokojnosti ali temu, kar imenujemo well-being oziroma blagostanje. Ničesar takega ni. Vsega tega se moramo šele naučiti. Seveda, lahko se naučimo ali pa tudi ne. Ampak velika težava ljudi je, oziroma velika težava je pri ljudeh, ki verjamajo, ki mislijo, da to bodisi obstaja v njihovi naravi, ali pa da to zanje ne velja, ker je njihova narava pač takšna, da se s tem ne morejo ukvarjati, ne znajo ukvarjati, ali pa da ne deluje. Zopet poudarjam, prakse, recimo meditacijske prakse, v 2 mesecih je dokazano mogoče vplivati na anatomijo možganov do take mere, da se to vidi, to izmerimo, lahko pokažemo na platnu možganske strukture prej, pa možganske strukture pozneje, v 2 mesecih. Kaj šele v 10 letih, kaj šele v 20 letih in tako dalje. Zame je to, še enkrat pravim, civilizacijska pridobitev. Ukvarjati se s takimi praksami, ker je čisto preveč ljudi, ki so na antidepresivih, ki so na drugih pomirjevalih, ki so na alkoholu, ki so na vem nekakšnih drogah, ki so razburjeni, ki so pod kroničnim stresom in preprosto prevladni mrejači. Preprosto jih je preveč, da bi lahko rekli, ja, ljudje taki smo. Ker ni čisto tako. In znanost jamči, da ni čisto tako. Torej, če poudarim, eno od temeljnih spoznanj sodobne socialne neurobiologije je, da praktično ni odločitve v vašem življenju, da ne obstaja trenutek, ko se o nečem odločate, ne da bi pri tem sodelovala vaša čustva,
Ne da bi pri tem sodelovali drugi ljudje, se pravi, ne da bi pri tem imeli v mislih druge ljudi. Odločanje, pa če je še tako trivialno, je vselej že nad določeno, kot rečemo, z medsebojnimi odnosi in s čustvi. Zato se ljudje niti približno ne odločajo tako kot roboti. Roboti se itak ne odločajo, oziroma tudi sodobne naprave, ki imajo to zmožnost za rekurzivnost in spreminjajo svoje algoritme, se ne odločajo strogo vzeto, tako kot ljudje. Človek pa se takega odločanja pravzaprav nikjer ne nauči. V šolah se ne učimo takega odločanja. V šolah je sicer veliko odločanja, velikokrat moramo nekaj narediti, ampak ne obstaja kurikulum, ki bi učil mlade ljudi, kaj pomeni ta čisto preprosta povezava med odločanjem, emocijami, čustvi ali občutenji, če hočete, in medsebojnimi odnosi. V svetu, v katerem živimo, se zdi, se ustvarja vtis, kot da je posameznik, zgolj posameznik, homo economicus, ki pač grabi kapital, če se le da, da je vsak zase, če je le mogoče, da tekmujemo drug z drugim, ker če ima nekdo več kapitala, ga ima drugi nujno ven. In če hočem priti do kapitala, jaz ga moram nekomu preprosto vzeti ali pa ga prehiteti in tako dalje. Z vidika tega, o čem zdaj govorim, je pravzaprav grozljivo, kako se ljudi vsak dan prek političnih diskurzov in medijev priganja k medsebojni tekmovalnosti. Priganja k nečemu, kar je pogoj za medsebojno tekmovalnost. In to je agresivnost. Da se jih priganja k temu, da poskušajo zgrabiti čim več, česa tako že denarja, premoženja, kapitala, se ni pomembno. Medtem, ko nas evolucijska teorija uči z vsakim dnem, vedno znova najdemo nove dokaze, kako je preživetje v končni fazi tudi nas samih in naših prednikov omogočilo sodelovanje. Naši predniki tam zunaj v savani so morali 100.000, 200.000, 300.000 let med seboj sodelovati, ker drugače ne bi preživeli. Logika tekmovalnosti je pravzaprav veliko bolj značilna za sodobno življenje, ki je staro 250-300 let, odkar imamo kapitalizem. Žalostno dejstvo torej je, da se poudarja življenje individualistov, osamljenih atomov, ki najbolj ali manj skrbijo drug za drugega. Če samo pomislite, v čem je nekaj izjemno paradoksnega? V tem, da je tekmovanje med ljudmi možno samo v morju sodelovanja. Tam zunaj mora sodelovati med seboj ogromno ljudi, tako ali drugače, tudi če se ne poznajo. Da sistem, v katerem živimo, deluje, da imamo vsak dan v končni fazi kruh na mizi, ker ga mora nekdo po noči speči. Paradoks torej sodobnega življenja je, da je tekmovalnost med ljudmi možna samo, če najprej obstaja ogromno sodelovanja. Ampak pogosto se poudarja torej predvsem tekmovalnost, oziroma individualizem, veliko manj pa to, kar vidite v naslovu tega drugega prispevka. Ta prispevek govori o tem, kako je zlasti za otrok, zlasti za mlade ljudi. Govorimo mladi ljudje, govorimo ljudje, ki so stari tam do 25. leta starosti. Mi vsi delamo s takimi mladimi ljudmi. Kako je za razvoj teh mladih ljudi pomembno oblikovati to, kar vidite, learning spaces, oblikovati okolja, v katerih
se recimo učijo, ko gredo v šolo. Mi oblikujemo, naša naloga je, da v prostoru kot Italije oblikujemo okolje, učno okolje, da ga dizajniramo. Hopefully, oziroma po možnosti, tako kot nam pove znanost. Znanost, ki nam zna povedati, v kakšnem okolju se človek najbolje počuti. Mi natanko vemo, kaj je blagostanje. Mi natanko vemo, kdaj se človek počuti tako, da reče, to je blagostanje. Slovenska beseda je izjemno lepa, to dobro prevod od angleškega well-being, blago stanje. Na tem je nekaj blagega. Na tem ni nobene agresivnosti, nobene tekmovalnosti, nobene živčnosti, nobene napadalnosti, nobene osobnosti, nobene arogance, nobene vzvišenosti. Nič. Na teh besedah, ki sem naštel, ni ničesar blagega. Obstaja pa velika potreba ljudi po blagostanju. Zagotovo ne obstaja potreba po živčnosti, neurotičnosti, tekmovalnosti, agresivnosti, napadalnosti, tekmovalnosti in tako naprej. Ne obstaja. Potreba po blagostanju pač. Obstaja na celični ravni. In to bomo tudi pogledali. Pogledali bomo, kako se obnaša ena sama celica, en sam neuron v stanju, ko govorimo o blagostanju človeka in v stanju, ko recimo govorimo o stresu. Ker najprej so pod stresom naše celice, kot sem že prej omenil, mi o tem sploh ne vemo. Dolgo časa ne vemo nič, ker ne moremo vedeti. Torej, kako so pomembni čustveni dejavniki? Še enkrat pri oblikovanju takih učnih okolij, prostorov, znotraj katerih se ljudje najprej počutimo, najprej nekaj čutimo. Če torej povzamem, dva izraza sta zagotovo v osnovi vsake človeške eksistence. Kot sem rekel, eno je blagostanje. Ne obstaja človek, ki bi želel biti dolgo časa, dlje časa v stanju, ki ni blagostanje. Definitivno ne. Človek spontano teži k blagostanju, ampak šele, v tem je še en paradoks, ko se tega naučimo. Čeprav, če opazujete dojenčka, če opazujete otroka, ko je star nekaj tednov, zlahka opazite, kako pomembno je zanj, da ima občutek popolne varnosti, popolne zaščitenosti. In v tem že lahko prepoznavate blagostanje, čeprav takrat ne morate reči, da on teži k blagostanju. On ima ideje, on še ne ve, kaj to je, čeprav to čuti. Žalostno pa je, da se kasneje, ko otrok odraste, zgodi, da blagostanje postaja vse manj pomembno. Jaz pogosto slišim starše in tudi druge ljudi, ki rečejo, da je treba otroka čim hitreje navaditi na trdo okolje, v katerem pač danes živimo. Preprosto ni. To kratko malo ne drži. To je podobno, kot če bi to rekel, da že človek počasi teži k samomoru. Zato, ker na koncu bomo mi tako umrli. Ni res. To je v bistvu prosto nekaj ciničnega. Da bi morali otroke navajati na surovost kapitalističnega življenja, češ tako pač je. Nasprotno je res. Obstaja temeljna, osnovna človekova potreba po blagostanju in po občutku, še vedno smo pri občutkih, varnosti. In to omogoča preživeti. Najprej preživeti našega telesa, naših celic. Raziskave vedno bolj potrjujejo, da je en ključnih dejavnikov med drugimi seveda za razvoj rakastih obolenj oziroma tumorskih celic
je stres. Emocionalno nelagodje, oziroma stanje, ki ni blago stanje. Obstaja x raziskav, ki neposredno omogočajo primerjavo med razvijanjem tumorskih celic, za katere tudi rečemo, da so divje, da so podivjale, dejansko so, in zdravimi celicami našem telesu. Obstajajo biokemične, obstajajo markerji, ki nam omogočajo razlago, da se celice počutijo, kot da so v stanju blagostanja. In to lahko zmerimo. Lahko zmerimo potencijale na membranah. In vprašamo človeka, kako se počuti enkrat, drugič, tretjič. Natančno vemo, kakšna je korelacija med tem, kar se dogaja na ravni posamezne celice in izjavami človeka, ko reče, da je v stanju, recimo, blagostanja, ali pa ko reče, da je pod stresom. Neposredno to lahko tudi opazujemo. Ali pa seveda, ko se razvijajo tumorske celice, recimo iz zdravih celic, ko lahko opazujemo, kako se deformirajo zdrave celice in počasi ali umirajo, eksplodirajo, ali pa se spreminjajo v tumorske. To je podlaga, na kateri stojimo. Se pravi, naše občutenje sveta. Potreba po blagostanju, potreba po emocionalnih mislih, po tem, da ne delamo sile, da ne ločimo tega, kar je razumsko, razumno, od tega, kar je emocionalno. To sicer lahko naredimo, no, moramo uporabiti silo. Zdaj sem že večkrat uporabil besedo znanost. Uporabil sem jo med drugim tudi zato, ker obstaja še eno osupljivo dejstvo. Obstaja osupljivo dejstvo, da naprimer v Ameriki po raziskavah, ki se ne spreminjajo iz leta v leto, oziroma rezultati se ne spreminjajo, približno polovica odraslih ljudi verjame, da je Zemljo ustvaril Bog pred 4000 koliko let v petek ob 3 popoldne. Polovica odraslih Američanov je očitno vraževernih. Tamle zunaj je ogromno ljudi, ki ne samo, da so vraževerni. Jaz osebno poznam samo mogoče par ljudi, ki ne verjamejo v horoskop in polno luno. Vsi drugi torej se zdi, kot da verjamejo, oziroma da jim je to nekaj pomembno. Očitno je, da šole ne razvijajo dovolj znanstvenega načina razmišljanja. Zakaj je to pomembno? Zato, ker svet, v katerem živimo, najbolje pojasnjuje znanost. In vsak človek, ali pa skoraj vsak človek, se spontano tudi tako obnaša. Če ne bi tako bilo, ne bi bilo nobeno od teh naprav, ki jih imamo zdaj tukaj. Če ne bi bilo tako, potem človek, ko bi imel, ne vem, angino ali pa prehlad, ali pa bi pa čez nosa teklo, ne bi odšel k zdravniku, ampak bi odšel k prvemu šamanu ali pa kakšnemu drugemu človeku. Pa ne odide, večina ne odide. In imamo neverjetno količino argumentov za trditev, da svet najbolje pojasnjuje znanost. V šolah je znanosti čisto premalo. Med drugim tudi zato, kar potrjuje naslov tega prispevka, tega članka. Namreč šola je tako narejena, ne trdim, da so za to odgovorni učitelji, govorimo o šoli kot ustanovi, da pogosto daje prednost dejstvom, podatkom in informacijam pred znanjem. Imeti dejstva, podatke in informacije ni isto, kot imeti znanje. Znanje ni sestavljeno iz informacij. Človek, ki zmaga na kvizu, s tem ni dokazal, da ima kakršnokoli znanje.
Človek, ki zmaga na kvizu, samo dokazal, da zna veliko informacij v kratkem času potegniti na svetlo. Nič drugega. Znanje se začne z razumevanjem. Šele ko nekaj razumem, oziroma ko znam razlagati oziroma interpretirati dejstva, informacije, podatke, lahko gremo znati. In šole prevečkrat dajo prednost pomnenju podatkov in informacij. In dejstvo. In zopet. Sodobna nevroznanost, šele sodobna nevroznanost, ve povedati, kako zgrešen je tak način dela. Kaj ti? Naši možgani, če nam je to všeč ali pa ne, se velikanske količine informacij ne samo, da se jih ne zapomnijo, ampak jih selekcionirajo na senzoričnem vhodu. Velikanska količina informacij v naše možgane sploh nikoli ne pride. Zakaj to počnemo? Da jih zasipavamo z informacijami, ki jih preprosto ne sprejmejo. In enostavno ni res, da bi se recimo učenci lahko več naučili, če bi se bolj potrudili. Ne gre za to, ker naši možgani ne delujejo na ta način. Mi bomo videli, na kakšen način pa delujejo, ker so evolucijski izdelek. Naši možgani niso narejeni, nikoli niso bili narejeni za skladiščenje informacij. Naši možgani ne skladiščijo informacij. V svojih možganih nimate informacij. Zgodba je drugačna. Informacije niso shranjene, nikjer v vaši glavi jih ni, ker možgani delujejo drugače. In njihovo delovanje je zelo navzkriž s tem, kar počne pogosto šola. Ali pa obratno, seveda, to, kar šola počne, navzkriž s tem, kar počne možgani. Zato vidimo naslov tega prispevka je zelo dober. Podatke in informacije moramo šele prevesti. Na nek način, nekaj moramo narediti z njimi, da bi jih razumeli. Šola kot ustanova to zelo težko naredi, ker ima med drugim preveč informacij in premalo časa. Če hočemo razumeti, kako se tako prevajanje zgodi, potem moramo ločiti vsaj med kratkoročnim spominom, dolgoročnim spominom pa delovnim spominom. Mi ne moramo prehitevati delovanja naših možganov, ki za tvorjenje dolgoročnega spomina potrebujejo toliko časa, ker se mora razviti toliko in toliko beljakovin, ki so nosilke spomina. Če torej možgani terjajo toliko časa za razvoj dolgoročnega spomina, ga terjajo toliko in natanko toliko. In ni načina, da priganjamo otroke k delu, če se boš več učil, če boš dolj časa sedel za mizo ali za knjigo, ali če boš se bolj potrudil in tako naprej, boš pa več znal. Ni logike. Možgani bodo še vedno delovali tako, kot delujejo že zadnjih vsaj 300 000 let, pa če se mi na glavo postavimo. In ker šola nima dovolj časa na razpolago, recimo enem šolskem letu ima pač na razpolago toliko ur, se več kot toliko, to se da zračunati. Dolgoročnega spomina ne da razviti. Pika. In da se seveda obremenjevati kratkoročni spomin. Ampak če vprašate nevroznanstvenike, kratkoročni spomin traja nekaj sekund. Ok, lahko traja tudi nekaj minut. To bo vse. Kaj potem delajo delca? Kaj otroci delajo? In jih pogosto zaradi tega kraja in se pritožujemo čez njih. Otroci na nek način spontano počnejo tisto, kar je edino razumno početi v taki situaciji. Preprosto se skušajo na pamet zapomniti informacije. In imajo pri tem težave, kot sem rekel, ker kratkoročni spomin razpade po nekaj sekundah. In kot sem prej rekel, če zdaj seštejete oboje, veliko senzoričnega inputa sploh ne pride do možgana. To je ena stvar.
Kar pomeni, da, to imamo zelo radi, nekaj učenci rečejo, vse v šoli posluša, pa se že veliko naučil. Kratko malo to ni res. To misliš, da je tako, tvoja zavest to misli. Neurobiološko pa ni tako, ker ne more biti. To, kar misliš, da si se naučil, je čisto nekaj drugega. Pomeni, da si sprejel nekaj informacij, nekaj podatkov, nekaj dejstev, ki jih tvoji možgani lahko vključijo v kognitivne modele, ki jih že uporabljaš. To je vse. Kar pomeni, da bi se vsega tega naučil tudi, če ne bi bil v šoli, naprimer pogledal bi na Wikipedijo ali pa kam drugam. Nekak je drug vir informacij, podatkov, dejstev in tako dalje. Ker naši možgani, kot sem že prej rekel, ne potrebujejo večine informacij. Naši možgani razvijajo kognitivne modele in niso skladišča informacij. To ni isto. In kognitivni modeli so narejeni na podlagi matematičnih algoritmov, kar pomeni zopet, da so ti modeli bolj ali manj, seveda odvisno od tega, v kakšnem okolju človek živi, otrok, so že tako dobri, da potrebujejo zgolj majhen dodaten input. Naši možgani strašno selekcionirajo informacije. Za kognitivne modele so potrebne samo nekatere nove informacije. To so tiste informacije, ki so za možgane dragocene, ker so drugačne in morajo biti bistveno drugačne od tega, kar kognitivni modeli že zajemajo. Če niso bistveno drugačnih modeli, zavrnejo, možgani jih zavrnejo, ker jih preprosto ne potrebujejo. Zato je učenje naporno. Učenje ni lahko, nikoli ni bilo in ne more biti. Kajti z lahkoto naši možgani sprejmejo samo to, kar itak že vejo. To, kar sodi v kognitivne modele, ki jih že imajo. Zato ljudje spontano težijo k čemu, ko se pogovarjajo drug z drugim? K potrjevanju. Ljudje spontano pričakujejo, da se bodo drugi ljudje z njimi strinjali. Zato, ker je kognitivno to najmanj zahtevno. Ker je nestrinjanje, je kognitivno zahtevno. Zakaj? Ne gre za to, da sprejmeš novo informacijo, to včasih ljudje rečejo, sprejmi to, kar ti povem. Ne gre za to, gre za kognitivni model. Če hočete sprejeti nekaj novega, pravzaprav postavljate pod vprašaj lastne kognitivne modele, interpretacijske sheme, razlagalne postopke. Torej, če kaj hočemo spremeniti, smo se lotili kognitivno zahtevnega dela. Spremeniti želimo način, kako naši možgani razlagajo svet. To je pa po definiciji zahtevno. Zato je učenje zahtevno. Zato je najlažja, najbolj enostavna oblika, v kateri ne težijo samo učenci, v kateri težijo šole, učenje na pamet. S tem, da učenje na pamet, kognitivno rečeno, sploh ni učenje. To ni učenje. To je poskus zapomniti si vse tisto, kar pač vemo, da je nujno, da je potrebno. Nas, recimo, ko smo bili učenci, dijaki, študenti in tako naprej, nas tako rekoč nihče od učiteljev nikoli ni povprašal po naših kognitivnih modelih. Nas praviloma povprašujejo po informacijah, po podatkih, po stavkih, ki so zgolj množica informacij. Nas redko kdaj povprašajo in tudi redko kdaj nas poslušajo, kako razlagamo svet. Kako bi ti razložil, naprimer, v zadnjih letih smo bili priča spet nekemu zelo osupljivemu družbenemu dejstvu in nekateri ljudje še vedno vztrajajo pri tem, in to je zanikanje podnebnih sprememb. Kognitivno je to skoraj neverjetno. Kognitivno vzeti, pustimo psihološko znamo hitreje to pojasnimo, ampak kognitivno je skoraj neverjetno, da tako veliko ljudi, tako dolgo časa zanika podnebne spremembe, ki jih razloži fizika, ki
ki se učenci učijo v 8. razredu osnovne šole. Kako se ogljik povezuje z kisikom in kako nastane CO2, to je stvar, ki jo učijo v 7. razredu. Kognitivno je to zanikanje pomembno, kot bomo videli kasneje, tudi zato, ker ko govorimo o preobrazbi informacij, podatkov, dejstev v znanje, se zgodi nekaj osupljivega. V naših možganih se tvorijo beljakovine, ki so nosilke dolgoročnega spomina, kot sem rekel, in če so možgani zdravi, če še nimajo Alzheimerja, te beljakovine ne bodo kar razpadle. Kar pomeni, pa še nekatere druge stvari se zgodijo z nevronskimi mrežami, sinapsami, z neurotransmiteri, ko se skupaj seštejemo, pridemo do preprostega spoznanja. Ko človek nekaj ve, ko človek nekaj razume, ko človek nekaj zna razložiti, ne more ne vedeti. Zanimiva povezava, ki jo omogoče naši možgani. Ko nekaj veš, ne moreš se obnašati, kot da ne veš. Seveda. Ne moreš vedeti in hkrati ne vedeti. Ničesar pravzaprav ne moreš narediti, da ne veš. Zato je včasih, recimo, kakšen človek se znajde v taki neprijetni situaciji, ko ga je sram, ko mu je narodno, ko mu kakšni ljudje razlagajo, kakšno zadevo, ki jo že zdavne pozna, recimo greste k Einsteinu, pa mu začnete razlagati fiziko iz 8. razreda osnovne šole. Ne, vas ljudno posluša, jaz te že vse ve, ker mu boste povedali, ker gospod lahko poveste, hkrati pa ne želi vas usramotiti, ne postaviti kakšnega vprašanja, pa kaj problematizirati, ne vzblju, da vas posluša, kima, ja, ok, fajn, to smo dobro povedali. Čeprav ve, da je tisto ali zelo preprosto, ali pa je celo napačno, ali pa zgrešeno. Ljudje velikokrat ne želijo povedati drugim, da jim govorijo neumnosti. Soraj, tiho so makne, grejo domov, pa še tvoje čez. Ker se obnašajo skladno s tem, kar jim omogočajo njihovi možgani. Ko veš, veš zavedno. Ne moreš več ne vedeti. Razen, če imaš Alzheimer kasneje. Ko ti začnejo razpadati celo nevronske mreže. Ko se pojavi preveč teh misvolnih beljakovin in tako dalje, se vemo, kaj plaki pomenijo v možganju. Ampak do takrat. Zato je tudi seveda slab izgovor, če recimo otrok reče, ali dijak reče, ali starši rečejo, še včeraj je vse snov, danes jutri dobi pa cvek. Tukaj nekaj radikalno ni res. Ker če si včeraj snov, znaš tudi danes in boš tudi jutri. Zato tudi človek, recimo učitelj, tisto, kar res zna tudi povedati na ljudem, dijakom, učencem, zanimiv in privlačen način. Jaz imam najraje, recimo, predavatelj, če vem, daj na kakšno konferenco, ki naredijo tole, kar sicer jaz zdaj počnem, dajo tile diapozitive, potem mi pa 1 uro poberajo. To bom zelo rad. Ker se ljudem seveda moramo vprašati, a ta človek misli, da jaz ne znam brati, recimo, ali on sploh zna res pojasniti to, kar je tam gor, da bi mora brati, ali kaj. Tukaj nekaj narobe, nekaj nagredi. Takim predavateljem bi po mojem mnenju bilo treba vsaj vljudno reči, da naj drugič, če res nekaj znajo, naj to tudi povedo, pojasnijo, kot se temu reče, s svojimi besedami. To me dijaki radi, učenci, da nekaj povedo s svojimi besedami. Zakaj? Ker če znaš, potem znaš. Potem ne rabiš vedeti. Ne rabiš vse teh diapozitivov in vsega drugega. Potem bi se da vi morali izkava, pa ti to počneš. Jaz to počnem zaradi tega, da je bolj zanimivo. Da je tega ena slikca, ker ima, ne, to res mislim, ker je dober argument, da naši možgani tako delujejo. Da, ko nekaj razumemo, razen če ne gre za ekstremno abstraktne pojave, recimo sveta kvantne fizike ali pa astrofizike, se znamo to tudi predstavljati. Čeprav celo to ni res. En članek je bil objavljen pred nekaj meseci, ki dokazuje, da naši možgani razmišljajo v 11 dimenzijah. 11-dimenzionalno razmišljanje. To so nore zadeve. Seveda, zdaj imamo na razpolago dovolj zmogljive tehnologije, da lahko pogledamo na tiste ravni,
delovanje možganov oziroma posameznih nevronov, na katere prej nismo mogli. Torej, naši možgani si lahko predstavljajo 11-dimenzionalni svet. Lahko si ga predstavljajo. Ni res, da je to samo opisljivo z matematičnim izdelom. Ni res, preprosto ni res. Jaz sem to ekstremno zahtevno. Ni res, da se ne da. Zato so slikice pomembne. Ko si predstavljaš molekulo CO2, ko si predstavljaš, da je, ne vem, nafta, v glavnem ogljik, ko si to predstavljaš in ko si predstavljaš, kako se ogljik povezuje z kisikovimi atomi, kako nastane molekula, ki gre v zrak, ne samo, da tega ne moš pozabiti. Ampak ti je jasno, predstava ti je jasno, da je teh molekul v zraku vedno več. In ni načina za sofistiko, ja, kaj pa vemo, mogoče se pa znanstveniki motijo, sej ni mogoče. Zadnjič sem slišal, recimo, tak zanimiv argument, ko je nekdo razlagal, da je molekul v zraku tako zelo veliko in CO2-ja tako zelo malo, 400 na milijon, da to preprosto ne more imeti nobenega učinka. Nekaj, kar zopet pojasni fizika iz 7. razreda osnovne šole. Fizika, ki pove, kaj je infrardeča svetloba in kaj infrardeča svetloba počne v molekulah, ki se imenujejo CO2. Ampak je vseeno mogoče take novosti zagovarjati. Gotovo je eden od razlogov tudi ta, da šole ne učijo dovolj mladih znanosti način razmišljanja. Zato večina odraslih ljudi, ne samo, da niso znanstveniki, da nikoli ne pričakujemo, da bodo, ampak ne znajo logično misliti. Ne znajo misliti tako, kot misli znanost, ki pove, da imajo stvari v našem vesolju vzroke in posledice. In če poznaš vzroke, lahko misliš posledice. Če poznaš posledice, lahko sklepaš na vzroke. In to naši možgani počnejo radi in ko počnejo, to počnejo pjevajoči. Počnejo na način, ki je tukaj gor predstavljen z dvema besedama. To sta dva temeljna načina delovanja naših možganov, ki mogoče najbolj pride do izraza, če opazujete nekaj otroke, ko so stari 1, 2, 3, 4 leta, dokaj je starši ne zadrejo. Vidite, da so igrivi in vidite, da so spontano radovedni in njihovi možgani so tako. Otrok spontano sprašuje, zato ker se izjemno hitro razvija gigantsko število sinaps v njegovih možganih. V prvih letih ima otrok bistveno več sinaps, ko je imel kadarkoli kasneje v življenju. In je dobesedno tole, kar piše tukaj gor, je ugrajeno v samo delovanje možganov. Možgani to počnejo tako, kot pač Litvice čistijo kri, ker je to v njihovi naravi. Narejeni so. Naši možgani so narejeni za to. Dobesedno. Evolucija je izdelovala 100 tisočletja, da so igrivi. Kaj pomeni igrivost? Igrivost pomeni, da se vedno znova igraš. S čim? S tem, kar naši možgani počnejo sami od sebe in to je postavljanje hipotez. Naši možgani, to bomo kasneje videli, oziroma kar lahko zdaj kar takoj pogledamo in video eno minutko se bomo pogledali, kako poteka v naših možganih zaznavanje realnosti. Zanimivo, preko obratu v načinu razmišljanja je to, kaj ti, verjetno je še vedno veliko učiteljev, ki učijo mlade ljudi, da naši možgani na nek način zrcalijo realnost. Niti približno tako ni. Naši možgani konstruirajo realnost. Zdaj si bomo pogledati tak začetni, res čisto osnovni video, kaj to pomeni. Mogoče, ali pa ne, mogoče bi bilo še, ja, zdaj pa si pogledati, samo tole vam pokažem. Sem zdaj pametno, a veste, kaj sem naredil? Pritisnil sem nepravi gumb, ki pomeni izključitev. Mislim, da je računalnik izklopil. Namesto, da je pritisnil escape, sem pritisnil ampak vse se bo po moje zelo, ali še enkrat je jaz, v glavnem, vam bo tudi pokazal. Evo, zdaj smo pred sem zdaj. Eni filozofi imajo blazno radi
kritizirajo Descarta in tole slikco iz leta 1662, češ, da je bil Descartes psihofizični dualist in da je mislil, da v finalni žlezi nekako duša pa realnost, kaj pridete skupaj. Tudi slučajno ni bilo tako. Ampak je treba malo natančno prebrati, kaj je Descartes dejansko povedal. Tale slikca je zelo dobra in jo boste imeli pred seboj, ko vam bom pokazal en video. Descartes je imel zlasti pa zelo matematiko, zelo dobro. Seveda ni imel sodobnih naprav, ni mogel pogledati v možgane, tako da mi danes lahko pogledamo. Imel pa dobro idejo. In samo tole imete pred sabo, nič drugega. Tukaj imate se črke, tukaj so ene številke, tam je finalna žleza. Nič drugega. Descartes je nikoli mislil, da je neka duša, da je duša neka stvar, kje pa. Zdaj bom pokazal en video, 400 let pozneje. Kako mislimo danes? Kaj počnejo naši nevroni, ko zaznajo, oziroma ko pač recimo fotoni recimo pridajo v možgani, oziroma kaj se dogaja, tisti trenutek, ko tega je tukaj Descartes dobesedno narisal. Na svoj preprost, najiven način, pač leta 1600 pa še malo, ampak boste videli, kako osupljivo dober je bil Descartes. In kako potrebno je danes, da opustimo način razmišljanja, da naši možgani nekako zrcalijo odslikavajo realnost. Poglejmo si ta video. Evo. This is a 3. Čisto preprosto. Število 3. Ok. Preprosta, enostavna slikca, to se morate strinjati. Ima majhno rezolucijo in podobno. Ampak vsi se zdaj zagotovo z mano strinjate, da je to število 3. Dvomim, da je kdo pripravlja se sofistiko, mogoče se pa meni sam zdi in tako naprej. Ne. Zato, ker na neki osnovni ravni pojasnimo, da je tole res število 3 z matematiko. Matematika je univerzalna. Ampak kako? Slightly written and rendered at an extremely low resolution of 28 by 28 pixels, but your brain has no trouble recognizing it as a 3. And I want you to take a moment to appreciate. To je vprašanje, ki se ga je zastavil Descartes. Ja, zaznamo, vemo, da je 3, ampak kako? Kaj naši možgani naredijo, da je to res 3? Danes v glavnem vemo, kaj naredijo. How crazy it is that brains can do this so effortlessly. I mean, this, and this are also recognizable as... To je zelo izjemno pomembno. Vse 3 so trojke. Ampak so različne. Pa vendar imamo s tem težavo. Naši možgani z lahkoto rečejo, so različne, ampak še vedno so 3, so trojke. Nekaj se moralo zgoditi. In se je. V možganih se je zgodilo pravzaprav nekaj osupljivega. Pa pogledajmo. 3s, even though the specific values of each pixel is very different from one image to the next. The particular light-sensitive cells in your eye that are firing when you see this 3 are very different from the ones firing when you see this 3. Ni enako, to vem. Točno vemo, koliko nevronov in kateri nevroni se vklopijo tam, v tem primeru ali v tem primeru. In niso isti. Vzorec je vsakič drugačen. Se pravi, imajo možgani že takoj na senzorični ravni zahtevno nalogo, da iz teh razlik nekaj naredijo. Ker drugače bi bili zmedeni in bi se spraševali, a tole je 3, ali ni, ali to kaj drug, bi imeli težave. Naši možgani jih nimajo. Kaj torej naredijo? But something in that crazy smart visual cortex of yours resolves these as representing the same idea, while at the same time recognizing other images as their own distinct ideas. But if I told you, hey, sit down and write for me a program that takes in a grid of 28 by 28 pixels like this, and outputs a single number between 0 and 10, telling you what it thinks the digit is. In to z lahkoto naredimo. In naši možgani tudi. V osnovi je svet digitaliziran. In naši možgani so absolutno prilagojeni na digitalnost sveta. Okay? In s tem pridemo do prvega pomembnega poudarka
kot sem že prej se temu približal, namreč naši možgani ne rabijo toliko informacij in podatkov, rabijo jih malo. Zato, ker naši možgani, če niso skladišče za informacije, so množica algoritmov. Naši možgani, na nek način dobesedno so matematika. So algoritmi, ki so neprestano na delu. In to sami od sebe. Možgani to počnejo, ne da bi jih kaj priganjali k tem, razen da jih geni nadzoruje njihov delovanje. Pravi, ta matematika, ki je na tej osnovni ravni na delu, ta matematika je univerzalna. To je matematika, ki velja kjerkoli v tem vesolju. In naši možgani so, če malo lahko parafraziram to izjavo, so izdelek tega vesolja. Naši možgani so izdelek matematike. Okay? Well, the task goes from comically trivial to dauntingly difficult. Unless you've been living under a rock, I think I really need to motivate the relevance and importance of machine learning and neural networks to the... In danes to lahko tudi simuliramo tako, da damo recimo enak algoritem v računalnik, enega robota najamamo, ali pa človeka in opazujemo, kako zaznava robot, kako zaznava človek in se učimo, česa vse robot še ne zna, kaj še moramo spremeniti v svojih zapisih, da bi morda kdaj roboti, če je to vprašanje, približno lahko simulirali tole, kar se dogaja v našem present into the future. But what I want to do here is show you what a neural network actually is, assuming no background, and to help visualize what it's doing. Not as a buzzword, but as a piece of math. Za eno samo preprosto zaznavanje števila 3. So ena številka. Kar je redko, da se znajdete v taki situaciji, da razen v laboratoriju, se sproži cela množica nevronskih mrež na več ravneh, da se zapiše nekje na nek način, da možgani prepoznajo in razumejo, da gre za število 3. My hope is just that you come away feeling like the structure itself is motivating, and to feel like you know what it means when you read or you hear about a neural network, quote-unquote, learning. This video is just going to be devoted to the structure component of that, and the following one is going to tackle learning. What we're going to do is put together a neural network that can learn to recognize handwritten digits. Bomo malo preskočili. I know. So all the layers in between, all the hidden layers, which for the time being should just be very choice. To be honest, I chose 2 layers based on how I want to motivate the structure in just a moment. And 16, well, that was just a nice number to fit on the screen for it. As an information processing mechanism, it comes down to exactly how those activations will there. It's meant to be loosely analogous to how in biological networks of neurons, some groups of neurons firing cause certain others to fire. Now the network I'm showing here has already been trained to recognize digits, and let me show you what I mean by that. It means if you feed it an image, lighting up all 784 neurons of the input layer according to the brightness of each pixel in the image, that pattern of activations causes some very specific pattern in the next layer, which causes some pattern in the one after it, which finally gives some pattern in the output layer. And the brightest neuron of that output layer is the network's choice, so to speak, for what digit this image represents. And before jumping into the math for how one layer influences the next, or how training works, let's just talk about why it's even reasonable to expect a layered structure like this to behave intelligently. What are we expecting? What is the best hope for what those middle layers might be doing? Well, when you or I recognize digits, we piece together various components. A 9 has a loop up top and a line on the right. An 8 also has a loop up top, but it's tricky. Tole slice si velja zapomniti. Naši možgani nič ne odslikavajo, nič ne zrcalijo, ampak iz razlik, ki nastanejo na senzoričnem inputu, se pravi na senzoričnem vhodu, iz razlik, ki jih tukaj ponazarja, recimo, ta devetico lahko razstavimo, na eno okroglo zadevo, eno podolgovato zadevo, iz teh razlik, ki jih procesirajo različne nevronske mreže na različnih koncih možganov,
naši možgani sestavijo na koncu vseh tistih mrež, ki smo jih prej malo gledali, ne vseh tistih ravni, sestavijo in rečejo, to je 9, ne pa 8 ali 10. Zdaj si lahko samo približno predstavljamo, kaj naši možgani nenehno počnejo, ko zaznavajo velikansko število različnih oblik, ko gledamo recimo okrog sebe. Pustimo zdaj vsa ostala četrti. Se pravi, vidimo, ali pa saj slutimo, da so kognitivni modeli, ki so nastali z vseh teh procesov, so izjemno stabilni. Vse tudi morajo biti, če ne bi naši možgani pregoreli, enostavno ne bi imeli dovolj energije, da nenehno znova gradijo kognitivne modele. Kognitivni modeli so torej stabilni. To tudi rečejo ljudje, ko kdaj zavrnejo koga, jaz se ne more več učiti, meni se ne da, jaz sem že prestrpel v moji naravi, jaz se ne bom učil in podobno. In se rečemo, ok, pač tako je. Kognitivne modele je res izjemno težko spreminjati. Kognitivno je to ekstremno zahtevno delo. Potem, ko so enkrat nastali. Zato je izjemno tudi pomembno, kako so ti sistemi, modeli, kako so fleksibilni. Bolj, ko so rigidni, manjše je možno, da se spremenijo, ker je preprosto potrebno preveč energije, da se spremenijo. Bolj, ko so fleksibilni, večja je možnost, da jih spremenimo, ker je potreben manjši kognitivni napor in tako dalje, pa tudi emocionalen. Bolj, ko so rigidni, bolj imajo ljudje, pogosteje imajo s tem težave. Kot rečem, bolj kot človek rigiden, večkrat naleti na spore, konflikte, nasprotovanja, ljudje ne marajo rigidnih in tako dalje. Bolj, ko so kognitivni modeli odprti, to vpliva na človekov vedenje. Tudi človek je zaradi tega bolj odprt, drugače se obnaša, bolj toleranten, bolj strpen, prenese več in tako dalje, tako dalje. No, ampak to zdaj zanima, zdaj, če hočemo narediti ekstrapolacijo. Kaj vse naši možgani vsako sekundo zavrnejo za to, da ohranijo kognitivne modele? Lahko si predstavljate, da je tega, nekatere podatke recimo kažejo, da je do 85% senzoričnega inputa možgani zavrnejo. Nikoli ne prije naprej, niti kot kročni spomin ne. Zato je seveda pred šolami velikansko vprašanje. Ali bomo še naprej stresali pred mladino te gigantske količine informacij, ki jih bodo ne samo pozabili, ni res, da jih pozabili, ki jih bodo zavrnili, še preden bodo sploh vstopili v možgane. Ali pa se bomo naučili učiti drugače, spoštovati kognitivne modele in jim dodajati samo nekatere nove izzive, informacije, podatke, se ni važno. Samo nekatere, samo ne par. Zato bom jaz tukaj končal, da ne bom jaz zdaj počel isto, kar sicer učitelji pogosto počnejo, se pravi streso pred vas informacije in tako naprej, tega ne nameravam početi. Vse, kar sem danes želel, je tale slikca. Vse. In tole slikco boste zagotovo, ker možgani tako delujejo, odnesli domov in jo boste imeli vedno znova pred očmi. Zelo preprosto slikca. In razmišljali o tem, kako naši možgani konstruirajo svet, ga nič ne zrcalijo, in kaj počnete vsak dan v šolah s svojimi dijaki, s svojimi učenci, ko ste prepričani, koliko silno veliko informacij je, ki bi jih oni se morali zapomniti, pa se jih preprosto nikoli ne. Ok, ura je tudi 15:54, tako da za naše prvo srečanje 8 jih bo, bi bilo to vse. Hvala lepa.